Poslednji in poslednje, to je bodovska specialna epizoda za drugo sezono serije The Last of Us, po slovensko zadnji med nami, po bodovsko poslednji od nas. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega, se je krajša, aktualna, a vedno astralna. Tale epizoda pokriva 6. epizodo serije od ponedeljka, tako da preverite slučajno, da niste kakšne od naših prejšnjih seans preskočili. Če ste se zdaj šele lotili serije ali jo pogledali šele pred kratkim, na isti način smo obdelali tudi prvo sezono, vsako epizodo posebej. Vse povezave, tako od prve kot od druge sezone, pa so v opisu te epizode, tako da se lahko mirno sprehodite po njih. Z vami smo, tako kot ponavadi, Igor Harp, Mito Gegić, Servus in Aljoša Harlamov. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je sveža in še topla in vsa skrbna. In zdaj muska. Skratka, danes delamo The Price oziroma Cena, epizodo, ki jo je režiral spet Neil Druckmann. Scenarij so pa naredili Druckmann, Hallie Gross in Craig Mazin. Zdaj Hallie Gross je tista, ki je napisala soavtorica scenarija za špil The Last of Us 2, tako da so jo očitno povabili zraven, sicer pa ima v svojih kredicih tudi 2 epizodi serije Westworld in mislim, da to iz sezon, ko je bil Westworld še okej. Je bil do konca okej. Ne. To samo zato, ker onega močnega moškega lika ni bilo več. Jaz bom kar prek tebe govoril. Ne. In pa glasba v tej epizodi slišimo skratka Future Days, pod katero se je podpisal Pedro Pascal, sicer to izvajajo seveda Pearl Jam, in pa slišimo znova Crooked Steel, se pravi tisti band iz novoletne žurke, komadoma Little Sadie in Ecstasy, za vse tiste, ki bi radi si naredili dobro musko za, ne vem, potovanje v Jesenice. Se opravičujem Jeseničanom, ne vem, zakaj sem izbral vas. Ampak, kaj sem najbolj kavbojsko mesto meniš, ali kaj? Po mojem sem mislil tako najbolj tako industrijsko, najbolj Seattle v Sloveniji, po mojem. Ajde. Wow. V redu. To je največja pohvala Jesenicam ever. V redu, okej. Skratka, in zdaj bo seveda Igor povzel epizodo. Kaj se je torej zgodilo, kaj smo videli v tej epizodi? Igor? Ja, torej zgodba, pač epizoda se začne 83. z mladima Tommyjem in Joelom, ki se bojita fotra, ki bo prišel domov in očitno, da bi fizično obračunal z njima spet. Na kar pride fotor domov in vidimo, da je policist, tako da je jasno, da se ona dva nimata kam zateči za pomoč, če je oče, ki je policist, takšen. In kar potem sledi, pa ni to, temveč se oče poskusi pogovoriti z Joelom glede pač najstniške štale, v katero sta se brata spravila, da sta kupovala travo in se stepla z nekom. In pol mu razloži, kako je njega oče pretepal in kako on upa, da kljub temu, da je njo pretepal, da bo boljši in da upa, da bo Joel lahko še boljši oče. Na kar se zgodba začne tam, kjer se je končal, nadaljuje tam, kjer se je končal prejšnji del, torej z Elijinim rojstnim dnevom. In potem spremljamo njene rojstne dneve, torej 15, 16, 17, mislim da, pa 19. In vidimo, kako se skozi te rojstne dneve razvija njun odnos od tega, da je ona v bistvu najstnica, ampak otrok, ki jo on še vedno lahko navduši z enimi cool stvarmi, kot so dinozauri. Mislim, honestly, tudi če bi bila 19, pa bi jo peljal dinozaure gledati, bi isto se navdušila, po mojem. Ne pozabi, to je svet, kjer Jurassic World nikoli ni bil posnet, tako da dinozauri so še vedno cool. No, tako da zelo v redu prikaže ta razvoj njunega odnosa in potem, kje se zalomi. In zalomi se tam, kjer smo zvedeli, da je psihiatrinja že očitala Joelu, ker on ubije njenega moža, Eugena,
ta je ranjen in Joe mu obljubi, da ga bo odpeljal do žene, da se lahko še poslovi, potem pa tega seveda ne naredi. In Ellie ugotovi, da Joel zna zelo dobro pri zelo pomembnih stvarih lagati ljudem v obraz. In že predtem vidimo, da ona razmišljala, da bi se z njim pogovorila o tem, kaj se je zgodilo v Salt Lakeu, zdaj pa je jasno, bolj ali manj, kaj se je zgodilo. In to povsem pač poveča razdor med njima. In ona potem se odloči obračunati z njim, tako da tej psihiatrini pove, da Joel laže, ko on reče, da je mirno umrl in se sam ubil in hotel zaščititi ostale. In to pač povzroči tale razdor med njima, ki smo ga videli v prvi epizodi. Potem pa še pač pravi kiker, ko vidimo, da tisto noč novo leto Ellie ni prišla, ni šla v svojo sobo, ampak se je odločila pogovoriti z njim in on ji pove te podrobnosti, ki so se zgodile takrat v Seattlu. In še pomembneje pove, da bi to takoj storil še enkrat, ker jo ima rad. Ne zato, ker je morilec, ampak zato, ker jo ima rad. Ja. In Ellie tudi reče, tudi to ne smeš pozabiti, da mu ne more, da ne ve, če mu lahko odpusti, ampak da si želi. Mislim, da se bo potrudila, da mu bo skušala odpustiti. No? To mislim, da je za njeno tudi kar važno, mislim, za cel odnos. Ja. Ja, za celo sezono, če smo iskreni. To so v bistvu zadnje besede, ki mu jih ona izreče, dokler je še on relativno priseben, ker potem pač, ko ga naslednjič sreča, ni ravno več v redu. Ja. No, to je bolj ali manj ta zgodba in zaključimo potem, zdaj pa ne vem, kaj sem tako Ona v bistvu potem se preselimo zopet v Seattle. In ona se vrača v kino. Tej gledališču. Gledališču, Tako, kjer naj bi jo čakala pač skratka Dina in Jesse in mogoče tudi Tommy, čeprav, no, o tem bomo pozneje ga v traileru za naslednjo epizodo nismo videli, ampak kako se vam je zdela ta epizoda? Je bila kar en tak čustven zabodljaj. Zabodljaj? Ja, je bil. Ja. Oziroma, mogoče niti ni bila toliko zabodljaj, zabodlo nas je že, zdaj je samo nekdo obračal nož v nas. Ja, taki vlakec smrti ali pa emocij in razočaranj. Meni je bilo všeč, mislim, ker vse to je point isto, ko smo se pri Andorju menili. Ja, te veliki deli boj proti zombijem, glivo zombijem ali pa karkoli takega, ali pa volki in serafiti, pa vse to so ful hude teme, ampak prepričljive so lahko samo, če verjamemo likom, ki jih doživljajo. In menim, da to izredno ustvari, kar smo zdaj videli. To je bilo super epizoda, oba Joela in Ellie smo spoznali in pač njun padec nam je zaradi tega toliko močnejši, toliko bolj boleč, ampak hkrati tudi bolj razumljiv, ker potem nam je jasno, da Ellie ni psihopatka, ki hoče mučiti ono, kar jo žene potem želja, da bi mučila ljudi, ampak reagira na to, da so ji odvzeli možnost, da bi poskusila začeti krpati vezi z človekom, ki je v bistvu najpomembnejši v lifeu bil do zdaj. Yeah. Meni je to ena najbolj pomembnih zgodb v drugi sezoni. Najprej bi tudi, zdi se mi, da brez te zgodbe, brez tega motivacije nimaš te sezone. Da v bistvu zvemo, kaj Ellie žene, zakaj je tudi njeno maščevanje navito na 11, zakaj se Joel obnaša tako, kot se je obnašal, pa Ellie obnaša tako, kot se je obnašala vse do 3. epizode te sezone, prednje šla v Seattle. Moram tudi izredno pohvaliti tele cold opening, oziroma kako smo mi to prevedli, hladna odprtja tehle epizod. Zelo odlično uvedajo v jezik sleherne epizode in učijo gledalca, ne samo v katerem žanru se je znašel, ker se znajo žanri malo pretakati, ampak tudi kaj je glavna tema te specifične epizode. In do zdaj so to vedno zelo dobro naredili, v tele še pa toliko bolje z tem, ko bi temu rekel, to temo očetovstva oziroma vzgoje ali pa nasledstva, ki ga posreduješ preko nasilja,
ali pa preko nežnosti, ali pa sočutja. Ne? In se mi zdi, da v bistvu tale fotor, ki ga je igral odlični neki iz Breaking Bad, Lula, iz Better Call Saul, Tony Dalton, ja, da ta stavek, da ko boš ti enkrat imel svoje, upam, da boš vse malo boljši od mene, da to, mislim, že tukaj mi je dalo to takoj vedeti, da bo to odlična epizoda. Pol pa stvari, ki sem jih sicer prepoznal in so bolj ali manj prenešene iz scenarija igre, tako da so mi bile znane, ampak kljub vsemu odlično izpeljane, odlično odigrane. Mislim, da se še enkrat izkaže, da Bella Ramsey ima zelo samostojno igro, ki je na kvalitetnem nivoju in da se v bistvu vse kritike, ki se ji mečejo pod noge o tem, kako ne zmore nesti epizode ali pa sezone sama na svojih plečih, da so neupravičene, še enkrat ponavljam, je pa zelo dobrodošlo videti ta odnos, pa ta lik Pedra Pascala, ne? Da se to še enkrat spostavi. In mislim, da je folk, ki pogreša Pedra Pascala, ne vem, če njega pogreša. Jaz mislim, da pogreša pač ta njun odnos. Ali pa svojega očeta. Ali pa to, ja. Okay, jaz moram reči, da bral sem tudi neke kritike, ki so ugotavljali, ki se jim je zdelo, da jim ni bilo najbolj všeč struktura te sezone, da šele zdaj vidimo ta njun odnos poglobljeno in tako naprej. Ampak jaz moram tukaj takoj reči, da mi je to, da se absolutno tukaj ne strinjam s tem, meni je izredno zvito, pametno in dobro narejena sezona v tem smislu, da ne samo, da so dobro skrili to, da Ellie ves čas ve, kaj je Joel naredil, kaj se je zgodilo, da skratka ona ne mlati po nori in ne lovi Abby, zato ker bi želela zvedeti tudi, zakaj so ubili Joela, ampak to ve, da so in ji je vse eno. In ta obrat v prejšnji epizodi je bil, mislim, da čustveno eden vrhuncev te sezone. Po drugi strani pa zdaj dobimo, se mi zdi, da so tudi zelo dobro, kako bi temu rekel, zelo dobro obdržali neko konsistenco čustev in emocij Ellie, oziroma jo pokazali s tem, da so premaknili in nam šele zdaj dali v flashbacku, oziroma pač te prizore njunega odnosa, ker se mi zdi, da kljub temu še enkrat učinkujejo in še enkrat začutiš bolečino Joelove smrti, kot jo čuti Ellie, kar se mi zdi pomembno pred zadnjo epizodo, kjer domnevam, da bo spet pač nek vrhunec, o tem sva se midva z Mitotom prejšnjič veliko pogovarjala, ampak skratka, to se mi je zdelo izredno prefrigano in strukturno, ima vse skupaj zelo, po mojem mnenju, zelo velik smisel, pa hkrati bi rad sam rekel, ja, glede na to temo pa, če fani pogrešal Joela, je to prav, serija hoče, da ga pogrešaš. To je ideja te sezone in ta bolečina ob izgubi Joela kot lika je točno to, kar serija hoče, pač ob smrti, in to je dejansko nekaj, kar je odlično pove, da je serija res odlična. To hkrati pa domnevam, da seveda, lahko rečemo tudi jaz, zdaj, ko smo gledali to epizodo, pogrešam Joela v tem smislu, da ima tukaj seveda, je to nek odnos, v katerega smo investirali prej celo sezono, da je to pač najbolj odnos, ki ga poznamo in da pač zaenkrat z Dino še nima takega odnosa, ker ste imeli samo dve epizodi, recimo skupni in tako naprej. Tako da jaz včasih ne razumem teh kritik. Se mi zdi, da te kritike same ne razumejo niti tega, kaj dela z njimi serija in kaj hoče od njih in kaj hoče, da čutijo, in ne razumejo niti dobro, se mi zdi, neke čustvene investicije, ki jo imajo v same like, ne znajo tega ločiti od igre ali pa dobre igre, ker seveda jaz mislim, da lahko rečemo, da seveda Bella Ramsey je najboljša ob Pedru Pascalu, zato ker je ta investicija v njun odnos do zdaj največja in ker sta oba izjemna igralca in imata izjemno kemijo, ki jo mislim, da kažete tudi zunaj serije, ne? Kolikor sem uspel ujeti iz medijev in tako naprej, sta tudi velika prijatelja. Pedro Pascal je skoraj dobesedno posvojil Bello Ramsey in tako naprej. Je tu nek odnos, ki je, jaz mislim, da več kot očitno jasen. Ampak ja, še enkrat, da se vrnem pa k tej epizodi. Zame res ena taka čustvena, res čustveno izredno močna in na koncu pač človek ne more, da se ne bi tudi njemu zasolzile oči. Ko začuti to Joelovo pač ljubezen do Ellie, pa hkrati
tisto grozno, ko te nek presneti najstnik tam ne razume in ko hoče biti nek mesija, ki bi on zdaj rešil vse in vzel si mi to priložnost, da lahko pač, da sem nekdo, ampak zanga je seveda za Joela je Eli nekdo, zanga ni kar nekdo. No. Tukaj bi še izpostavil, kak pozitiven vzornik je Joel za vse fotre tukaj, ker to imaš, da pač popeni, ker ona dela štalo ali pa ga ne upošteva, pa to pa vedno pač se uspe ustaviti in razmisliti, kako tole konflikt najbolj speljati skozi v smislu, da bo ta še naprej imela v redu razmerje in ne v tem, da bo on zmagal v argumentu, da jo bo pač zgolj rekel, jaz imam prav, po mojem moraš delati, ampak tam, ko vidi, da je ona potetovirana, potem, kaj so ti vzorci, zanimivo in še celo pohvali, da je boljš kot tisto, kar je on pač netal gor na njeno kitaro. In tako dalje. Mislim, zelo v redu ga prikaže in mislim, da dost ljudi, ki so hejtali, da on manjka v tej sezoni, v bistvu, če si to pogledajo, pa si vzamejo to za vzor, kak naj imajo, furajo svoj life, ko bo imeli froce, bo to zelo koristilo. Drugače pa, kar se tega tiče, da je to zdaj šele na koncu, to so dejansko glede na igro, bral sem intervju z Druckmannom, glede na igro so to oni predstavili naprej, mislim, da je to v igri čist na koncu. Nekatere te stvari in tudi, če se ne motim, če te smem dopolniti, ne vem, če drži, jaz malo se pravim sestaviti vtise iz igre. Več teh flashbackov je bilo v tej epizodi zlitih v enovito neko zadevo. Medtem, ko imaš tam v igri je pa to razparcelirano, več let, tako da se večkrat vračaš nazaj. Dopolnil bi te, da v bistvu kao Joel je sam pripravljen se ful učiti za to razmerje, pa biti pripravljen žrtvovati. Izpostavil bom, da v bistvu ti vsekakor ne uletiš 16-letnici, I guess, kar v sobo za torto, brez da sploh pomisliš, ker tle je bil mal zagnan, no, da rečemo tako. Ampak se korigira, to se popolnoma strinja, da v bistvu je pripravljen investirati v to razmerje tudi svoj prav. Pa se v bistvu izboljšati na ta način. Zato se mi zdi ta stavek toliko pomembno, da vsaj bodi, da upam, da boš boljši, kot sem jaz bil. Še posebej se mi pa zdi pomemben ta stavek za Eli, tisti, ki je bil pa omenjen, ko ga sama omeni njemu, kao vzel si mi smisel, ne? Ona ima napisano, kao you have a great purpose na tisti neki skicirki. Jaz mislim, da ona, ko mu reče, da bi se želela potruditi, da mu odpusti, da je to njen nov smisel, da se ona ponovno investira v njuno razmerje, v vlogo očeta in hčerke in to še enkrat vzeti ta smisel, da najprej je ga Joel vzel, zdaj pa ga je Abby vzela, to je pa potem še tisto dodatno razočaranje. In za eno mislijo sem se igral skozi celo epizodo, ko v bistvu se malo navezuje tudi na to lokacijo, pa na svet, ki je zgrajen trenutno, pa na prejšnjo epizodo, kjer v bistvu smo se pogovarjali o tem, kako oni dve ne veta, kaj se je zgodil, oziroma to je svet, ki ni dosegel nekih standardov, ne vem, rečemo, večjega priznanja manjšin ali pa LGBTQ manjšine. No. V tej epizodi se pa v bistvu nekako gre za svet, v katerem vemo, kaj se je zgodilo, ampak to spoznanje, da vemo, kaj je bilo, prinese večjo izgubo. A veš, ko ti veš, da nekaj izgubiš, da nekaj, kar je bilo in to znanje te lahko bolj prizadane, ko ga več nimaš. Ne? Zato se mi zdi za njo tako čustven vlakec, ko poslušamo ono kaseto rakete oziroma astronautov, ki grejo v vesolje, pa vsi ti dinozauri, mogoče zaradi Jurassic Parka, ali pa zato, ker je najstnik, ki je zaljubljen v dinozaure, pa planete. To je vse znanje, ki je bilo zgubljeno. Ne? In se mi zdi, da v bistvu se tudi potem navezuje na to, na izgubo nekega razmerja, ki ga pozna, nekega ne pozna, ampak nekaj, kar je želela imeti nazaj, nekaj, kar je del nje. Se mi zdi, da v bistvu to nekako je lepa pentla na vse skupaj, da je tematsko tudi na ta način povezan. Ja, jaz mislim, da definitivno je zanimivo gledati to tudi absolutno z tega stališča, kako je njej te stvari, ki so nam samoumevne v neki apokalipsi, nehajo biti
zelo, zelo samoumevne, kot je predajanje znanja in zgodovine in tako naprej in neke podobne. Meni je tudi, mislim, da tudi, tako kot sta oba menila, mislim, da tudi Joel izjemno se uči, ker tudi on skuša ne biti, da bi mu bile stvari samoumevne, ko je tam sprašuje o Jesseju na začetku, a z Jessejem se ful družiš, všeč ti je in se ona smeji zadaj, potem pa naleti na njo za punco in je pač čisto šokiran, ker seveda to je pač ta samoumevnost. Imaš hčerko in zdaj pač domnevaš, da bo zaljubljena v fante in tako naprej. In se mi zdi zelo, absolutno je tu nek pozitiven vzor, kako to početi. Hkrati pa meni ta epizoda odlično pokaže tudi to tragedijo tega, da je Joel, oče ga je, skratka, ju je pretepal z bratom, ampak oče mu pove, da ga ju manj pretepa, kot je njega pretepal fotor, kar je grozljivo. In zdaj je tukaj on v svoji poziciji, kjer noče predati tega nasilja naprej Eli, ampak seveda živi pa v neprimerno bolj nasilnem svetu, v katerem pa brez nasilja kot nekega varnosti ne gre. Mislim, vsi vemo, da on tukaj je, skratka, da tukaj Joel ni ubil tega, skratka, kaj mu je že bilo ime? Eugena, zato ker pač rad pobija ljudi, ker je nasilen človek, ampak ubil je Eugena zato, da bi zavaroval to skupnost, da bi, skratka, preprečil širjenje bolezni dalje. In pač mogoče malo ciničen in se mu je zdelo preveč nevarno z njim hoditi nazaj do utrdbe, da bo on se od Gale poslovil in jada. Jaz bolj mislim, da je tukaj, ko se navezuje na sceno na silvestrovanju pa z tem Sethom, da on želi nekako pristopiti do reševanja problemov, ampak mu po večini zmanjka orodij in poseže po nasilju, ker je pač ve, kako z njemu operirati. Zato Eugena niti ni on pripravljen pripeljati, pa mu ugoditi tej želji, da bi videl Gale svojo ženo, pa on tudi ni pripravljen popustiti, da bi Eli prevzela vajeti svojega življenja v lastne roke, ampak intervenira z nasiljem. In to se mu zdi, da v bistvu tukaj on premika počasi svoje meje, a pa še ni prišel tako daleč. Tudi mislim, da pač, kot vemo, ni imel te priložnosti se izkazati na kakšen drugačen način. Mislim, to je po mojem njegova ena izmed glavnih hip, tudi kako se v bistvu navezuje na to temo. Drugače, kar se tiče pa dodatnega realizma, pa to sem v intervjuju prebral, v igri Eli zve dokončno potrditev dobi, da je Joel pobil tam vse, ker gre nazaj v Salt Lake City. Možno. No, tukaj pa je bilo, da so pač rekli, da v bistvu pa ni realistično, da tako šopaš sem pa tja po državi, ker je nevarno. In da ne bi imelo smisla, da gre tja nazaj in da so reč dali to. Plus pač, meni je super, kako so jo v bistvu prikazali kot zelo inteligentno mlado dekle, ki z dedukcijo pride potem do tehnih vprašanj, ki bi razgalile že tako same po sebi njegovo laž. Saj to smo videli na koncu prejšnje sezone, pa na začetku ko ga vpraša, mislim, da nekaj s tem slavami ima še kaj zapovedati, oziroma ali je to vse res, kar si mi povedal, in že tam vidimo, da seveda, ko ti nekoga nekaj takega vprašaš, je jasno, da dvomiš v njegove besede. In tudi meni je, tudi vizualno in simbolno, kako so naredili to epizodo, mi je fenomenalno. Ona dva imata ves ta krasen sprehod do tega dinozaura in ne vem kaj in tako, in muzeja, in potem se vračata nazaj po vsem tem lepem, res čustvenem dogodku, ko tudi vidimo Joela, kako joče, kako je ganjen, ker je Eli uživa ob namišljenem potovanju za Apollo 11, ampak potem gresta in se Eli ustavi za njim in on jo pogleda, a greš, in ona reče, oziroma kaj je, in ona nič, in vidimo, kako gleda kresničke, ki letajo tam. In takoj vidiš eno tako mičkeno žuželkico, ki skratka napoveduje, da Eli vseeno, tudi znotraj tega idealnega otroštva, najstništva, ki ga ima, je seveda tukaj med njima ta laž, ki jo je Joel in to, kar mu pol na koncu zameri, to, da je vzel neko aktivno odločitev njej in je pač skratka jo rešil pred
tudi v končni fazi pred sama sabo. Ker jaz sem tudi zdaj prepričan in zdaj vidimo, da bi ona tudi se želela žrtvovati, če tudi bi vedela, da bo umrla ob tej izdelavi tega antivirusa ali karkoli. Tepiva ali whatever. Ja. Tako da to se mi je zdelo odlično, pa hkrati imamo potem seveda ta simbol vešče, kjer Joel tako zelo psihološko zameša veščo z metuljem, kar mu Gale zelo hitro razloži, da ne, metuljček je novo rojstvo in novo življenje, vešča bo pa kar smrt. In se mi zdi, da spet tako odlično pač kaže, napoveduje Joelovo smrt na nek način, potem napoveduje smrt razmerja med Joel in Ellie in hkrati Ellino, ne bom rekel, da željo po smrti, ampak neko to obžalovanje, ker ni smela umreti za človeštvo. To se mi zdi tako bogato tudi z tega nekega simbolnega stališča, kako so zgradili to epizodo. In mimo grede, to si pozabil, glede na to, da gre on to vprašati psihiatrino, tudi Eugenovo smrt. Seveda, odlično. Ja. Kaj pa menite o njeni izboru čtiva, njenem od Gale? Kaj pogledam? Jaz ne poznam, sem šel pogledat, pa se mi zdi, wow, to je kar dober layering, dobro nizanje. Velikonočni jajček. Eartha Bites, Georgia Stewarta so uporabili za navdih za špil. Jaz nisem, to sem pa pozabil pogledati, o čem je pol knjiga, roman je kratko neki postapokalipsi. Kjer se tudi zgodi neka bolezen in ljudje skušajo preživeti. Jaz sem edino na Wikipediji hitro prebral, da je v bistvu bil vzor marsikomu, med njimi mi je najbolj skočil Jimi Hendrix za komad Third Rock from the Sun. Tako da me kar mika, da bi jo nekje snedel. Ja, mislim podobno kot Silent Spring v Three Body Problem se mi je zdelo, tudi tam zelo močno umeščena notno. Piše pa na Wikipediji, da je bilo to ekranizirano na Primu. To, kaj kdo odvaja ve? Ne. Priznam, da tudi jaz prvi slišim. A television adaptation was released by Amazon Studios in December 24. Tako da ne vem. Očitno zelo prikrito so to nekam dumpnili. Še ena stvar, ko smo se pogovarjali, mislim, da v prvi ali drugi epizodi o tem, ura, ki jo ima Joel, skratka njegova ura je podedovana od očeta, to vidimo v teh prvih minutah in njegovi interakciji in tudi sem bral o tem, da ne bo kdo zdaj, da je vse to meni na zelniku zraslo, ampak bral sem točno o tem, ampak mi smo se že o tem pogovarjali, da je ura nek tak simbol, tudi nekega prenosa, ki ga ti kako, ker ura uravnava tvoje življenje, kako ti skratka svoje vzorce prenašaš naprej po familiji in zato seveda Ellie ni vzela Joelove ure, čeprav bi to seveda moralo pomeniti, da bo Ellie naredila nekaj drugače, da bo skratka nekaj spremenila in da bo morda vsaj podvomila v cikel nasilja, ki tukaj pač prehaja iz roda v rod tudi. Jaz bi pa dopolnil, da v bistvu glede na to, da je ta očetova ura zlomljena, je v bistvu že Joel prekinil s tem nasiljem. Ker je na simbolni ravni, ker je polomljena ura in še vedno jo nosi. Hkrati je seveda spomin na hčerko, ki je bilo, njeno življenje je bilo z nasiljem prekinjeno, zdaj pa mislim, da rekontekstualizira tudi na ta način. Ja, imaš prav, po mojem. Pa še enkrat, to sem hotel tudi domnevati, da Pedro Pascal oziroma ki ga vsi že itak kličejo daddy, jaz mislim, da tukaj v tej epizodi pa res pokaže, da je tak naš štajerski foter, ki zna izdelati kitaro iz nič, tamle kost, skratka naredi tisto, karkoli že, tista reč je. Mostiček, Skratka, tukaj se res pokaže kot en provider, resen skrbnik. Hkrati pa meni najbolj smešen prizor v tej epizodi, ko ji pač da to kitaro in ona pač ti zgleda in on pol reče, kaže neki orodju, pač da sicer je uporabil neko orodje, ki sicer ni mogoče najbolj primerno, ampak je tako cool, ki lahko uporabiš za različne stvari in se mi zdelo tako, Potter, a lahko ne, prosim. Ta bila lušna, je kar zapadal v svoj hobi nazaj na to. Tako da to, pa vse to smo tudi, mislim, da si to mito ti v eni od prejšnjih epizod omenil, ne? Bella Ramsey je učila, skratka, Pedra Pascala igrati kitaro, ker mislim,
Vse on je, če sem jaz prav razumel, že prej ga, ampak je že mal pozabil, ker že dolg ni. Tega ne pozabim sicer, ampak jaz mislim, da ga ravno toliko so ga tle naučili, da je zmogel tole ta komad, kar solidno moram reči od 5, čeprav mi je Belina verzija boljša. Oziroma še jo čakam, no. V špilu je pa v bistvu prisotna, no, že od začetka. Ampak ja. Ja, pa glede tega, mislim, da smo tudi že povedali glede tega komada, da seveda v letu, ker se je zgodilo to v 2004, tale glivo epidemija, tega komada še ni bilo in so tudi celo čisto zaresno zaradi tega ustvarjalci razmišljali, da ga mogoče ne bi vključili, da bi dali nekaj drugega, ampak potem so ugotovili, da je vseeno emocionalna vrednost tega komada premočna in so pač šli stran od zgodovinske točnosti. Ne, pa se mi zdi tudi čisto okay. Mislim, če bi obešanje na zgodovinske točnosti je do neke mere smiselno, no, tu pa se mi zdi, da v bistvu, ko imaš takšen dober izkupiček od tega, da v bistvu Pedro Pascal govori o tem zapoja, v bistvu, kakšno prihodnost pričakuje od njiju dveh, od njunega razmerja. Come on, to vrži zgodovino skozi okno, pa pozabi na to. Lahko pa še vedno in universe rekontekstualiziraš, da so se Pearl Jam nekam zaklenili v Seattlu, pa preko radija predvajali svojo naslednjo plato. Jaz se tudi to zdelo logično. Ja. To se mi zdi realistično. Jaz sem v bistvu presenečen, da niso, ne vem, Rolling Stonesi še živi v tem vesolju. Ja, oni so glavni zombi. Vsaj Keith Richards. On je the Red King. Mogoče se bo pa to pokazalo. Skratka, zdaj mi tudi nisi pogledal Rajcerja za naslednjo ne, ampak jaz v bistvu zdaj že skoraj z veliko verjetnostjo vem, kako se bo končala naslednja. Igor, ti, kaj ti domnevno pričakuješ od naslednje epizode? Ja, pričakujem, da bo fight. Mislim, do Abby bomo nekako prišli, ne? Pa te dve frakciji, Serafiti pa Volkci se bojo pač še bolj stepli in oni bojo nekako vmes čist vpleteni. Sumim, da bo Jesse in ali Tommy zaključil svojo pot in mislim, da sta imela prav, da se bo končalo s cliffhangerjem in potem cela sezona Abby, ne? Je pa tretja sezona že tako odobrena, ampak Druckmann je rekel v intervjuju, da ni šans, da v tretji sezoni uspe zaključiti štorijo, tako da je rekel ljudem, da naj gledajo, ki bi pol v četrti pa lete. Res? To je rekel, da bi rad potegnil? Ja, mislim, da zdaj bomo gledali Abbyino perspektivo, potem pa si jaz pač predstavljam, da v četrti sezoni Ellie pa Abby združita moči in rešita tole problem z glivo zombi in svet, ne? To se mi zdi najbolj logično. Kako bo šlo dalje? Ni drugega možnega odgovora. Jaz sicer mislim, da za naslednjo epizodo malo v Rajcerju, jaz sem ga na hitro pogledal včeraj zvečer, malo vidimo tudi Dino v nekem stresu. Jaz tudi domnevam, da tudi tukaj bo vsaj del te epizode se bo spet, jaz imam rad taka maščevanja, sicer v Andorju se pol izkazalo, da marsikaj tega, kar sem napovedoval, ni bilo res, ampak tukaj mislim, da bo Ellie malo dobila, kako že temu rečem, malo bo dobila te svoje medicine nazaj. Kratka, da bo tudi sama postavljena pred dilemo, kako zaščititi Dino, oziroma da bo sama želela zaščititi Dino, tako kot je Joel želel zaščititi njo, in bo pač skratka malo dobila tudi priokus tega, kako pač je, če imaš nekoga res rad in bi zanga storil vse, hkrati pa se ful želiš maščevati istočasno in pač mogoče te dve stvari ne gre sta glih dober skupaj. No? Tako da domnevam, da bo v neki dilemi, čeprav se bojim pri Ellie, da se ne bo odločila pravilno. No? Tu moram reči, da si rekel, da pri Andorju nisi vedno trofu. Meni se zdi kar pozitivno, da uspe režiser, ki je dobil Oskarja, napisati scenarij, ki nas preseneti, ker v kinu je to vse manj. Okay. Tudi to je res, se strinjam, Igor. Še imate kakšno stvar za dodati v tej epizodi? Ne. Potem pa, fanta, to je bila predzadnja epizoda The Last of Us, tako da in seveda poslušalci, ko me čakamo na zadnjo epizodo, slišimo se potem skratka spet naslednji teden, najbrž torek, sredo.
Ob zadnji epizodi upajmo, da seveda, da bo navdušila tako kot cela ta druga sezona, minus mogoče nekaterih. Javite nam seveda, kakšni so bili, kaj vaši vtisi. Povejte nam to na Discordu, na Facebooku, na Instagramu, na Blue Skyju, tudi na YouTubu ali če ne drugače na X-u, ali pa nas ogovorite med sprehajanjem po strehi parlamenta. In če boste preživeli do takrat, ali pa na NMN-ju. Ali pa na NMN-ju čez vikend. In če boste preživeli do takrat, se poslušamo znova naslednji teden. Pa. Ajde.